boš ven pa noc kako? Ja. Ampak, Kaj je tole? kaj je to? To je zgoščenka, kar je uradno ime za CD. A ni CD, tlej, kaj smo not, vsak gre dom. Ne ta CD, ta CD. Veš, ko mulci zdaj temu rečejo? Kako? Podstavk. Ampak CD-ju se reče zgoščenka zato, ker je na majhni pakongi zgoščenih veliko informacij. Tudi to, kar midva pripravljava, je neke vrste zgoščenka, samo da je najna pakunga malo večja. Mal. Ful večja. Ampak to pa tudi pomeni, da je ful več informacij. Ja, v 1 uro sva zgostila vse znanje književnosti, ki ga potrebujejo za NPZ-je. Če pa ostane še kaj časa, pa pogledava tudi malo proti slovnici. Ampak zdaj pa ključno vprašanje. Zakaj učence pripeljati na najino predstavo? Vsi vemo, da jih spodbujate k pripravam za NPZ-je že od malih nog, ampak naletite na gluha ušesa. Potem pa mesec, dva pred NPZ-ji panika in iščejo bližnjice, kar dan današnji pomeni ChatGPT. Da! Jaz sem ChatGPT vprašal, ali mi lahko našteješ 3 najbolj znane pesmi Franceta Prešerna. In veš, kaj mi je pokazal? Zdravljica, Naša četica Koraka in Ivan Cankar. Pri tej predstavi NPZ ne uporabljamo umetne inteligence, ampak uporabljamo čist navadno povprečno Sašatovo inteligenco in pa nadpovprečno fantastično pižamino inteligenco. Hvala. A to mi laskaš, da bi dobil vlogo? V glavnem, v predstavi NPZ Ni panike znamo, slediva vzorcev, ki sem ga vzpostavil že z reformatorji na odru. Glavna sta humor in kratkočasje, ki pa sta prepredena z dejstvi in podatki. Wow, koliko velikih besed. Veš, koliko jih boš šele znal, ko boš predstavo pogledal? Ko mi čakam. Jaz pa poleg tega, da sem ikona mladi, heroj, vzornik, pač poznajo me z oddaje Mali šef Slovenije, pa je stand-up komedija. Poleg tega sem pa dolga leta deloval tudi kot mentor mladim na področju gledališke improvizacije, tako da se spoznam na podajanje informacij skozi sproščeno zafrkancijo. Ja, in ko bodo vaši učenci po predstavi šli pisati NPZ-je, bodo res lahko rekli: Ni panike, znamo! A pa misliš, da bojo? Ja, pa moje bojo. Bojo. Če so brihtni, bojo. Pa obljubila sva, Ja, tako da bojo. maybe. Mogoče.